V današnjem evangeliju že takoj na začetku srečamo Grke, ki so prišli v Jeruzalem in želijo videti Jezusa. Si predstavljam, da so o Jezusu že marsikaj slišali, verjetno predvsem to, da izganja hude duhove, da dela čudeže, da ozdravlja, da mu sledijo množice, in so si verjetno tudi sami predstavljali, da ko ga bodo videli, ko ga bodo srečali, da bo pred njimi nek čudežen, nadnaraven človek, ki bo morda še kakšen čudež naredil, da pokaže svojo moč. Jezus pa na to prošnjo odgovarja čisto drugače. Jezus reče, da je prišla ura, ko bo Sin človekov poveličan, ampak ne bo poveličan na tak način, kot si mi predstavljamo, ne bo poveličan na tak človeški način. Jezus bo poveličan tako, da bo kot seme padel v zemljo, umrl in rodil obilen sad. Jezus bo poveličan tako, da bo povzdignjen na križ in bo od tam pritegnil vse ljudi k sebi. Me nagovarja ta evangeljski odlomek prav zato, ker se sama večkrat vidim v vlogi teh Grkov. Tudi jaz bi rada videla, kako se Jezus poveliča v mojem življenju, in tudi jaz bi rada videla predvsem te čudežne in velike stvari. In saj Jezus dela čudežne in velike stvari v mojem življenju, ampak jih ne dela na tak način, kot si jaz predstavljam. Jezus se poveliča v mojem življenju, kadar mu jaz dam dovolj prostora. In to je takrat, kadar sem sposobna temu svojemu življenju, tem svojim hrepenenjem se odpovedati in jih dati v Božje roke. Kadar sem sposobna prepustiti nadzor njemu, kadar dovolim, da ta moja hrepenenja in te moje želje prav postanejo seme, ki pade v zemljo, ki so v bistvu Božje roke, ki je najboljša zemlja, in tam v tej najboljši zemlji lahko rodijo obilen sad.